te vlade v tem smislu, zdaj imate moč zunaj koalicijski partnerici v Levici. Vas je s čim Marjan Šarec podkupil, kdorkoli? To, da bi me kdo podkupil, to je navadna neumnost. To govorijo tepci in bedaki, ki so navajeni na podkupovanje. Gre pa za reševanje države. Država je v krču in zaradi raznih bedakov in kretenov v bistvu lahko zgubimo tole, kar še imamo. Dejstvo je, da je treba podpreti ta proračun. Drugače, nekateri računajo na to, da bi bile zaradi tega, če pade proračun, predčasne volitve. In recimo Levica računa, da bo potem imela 15 poslancev, nekatere opozicijske stranke računajo tudi na več in se pripravljajo na kakšne nove vladne kombinacije. Dejstvo je, da domovini je treba pomagati, ne pa svinjarije delati. In pa konec koncev, recimo, ko je Erjavec zdaj rekel, da bo vložil nek amandma, se čudim, konec koncev, a ima tudi on kakšne prste zraven pri kakšnem morebitnem bodočem koalicijskem sodelovanju. Pa bi tak proračun vi podprli, ki bi imel 50 milijonsko nekakšno luknjo? Jaz ne vem, da bi imel ta proračun 50 milijonsko luknjo, vem pa, kako se to zapolni. Nikakor ne tako, kot hoče Levica. Levica hoče v bistvu v nasprotju s slovenskim pregovorom, ki pravi, kdor ne dela, naj ne je, hoče futrati lenuhe in delomrzneže, tistim, ki pa delajo, bi pa pobrali. Gospod Jelinčič, je k vaši odločitvi pripomoglo tudi dogajanje na četrtkovi pozno večerni seji odbora za delo? Je bilo to tisto, ko ste se odločili, bomo podprli ta proračun? No, to je bil zagotovo tista kapljica čez rob, kajti tam se je videlo, da eni ne vejo, kaj je parlament, ne vejo, kaj je država, ne vejo, kaj je delati za dobrobit svojih državljanov. Bo torej ta koalicija preživela? Po moje bo. Ste pripravljeni biti vi nadkoalicijska stranka? Ne, da bi pa jaz vzel pozicijo Levice, boh ne dej. Hvala.